Kot sta že oba državna sekretarja povedala, Slovenija igra tukaj izredno pomembno vlogo. To je že 7. konferenca. Slovenija daje tukaj ustrezno podlago za srečevanje različnih strokovnjakov z akademskega, strokovnega področja in to je, bom rekel, tista dodana vrednost, kjer se izmenjujejo dobre prakse, najnovejša spoznanja in upam, da bo ta konferenca doživela tudi vsa naslednja izdanja. To pomeni, da bomo dočakali tudi jubilejno 10. Letos pa je posebej pomembna tema vezana na seveda migracije kot proces, v katerega smo vsi ujeti in s tem povezano radikalizacijo in ekstremizem, ki pa nista povezana samo z migracijsko krizo, vendar sta problema evropske družbe in vidimo vsa teroristična dejanja, katera so se zgodila, so bila v glavnem izvedena z ljudmi, ki so že druga, tretja generacija priseljencev in živijo v Evropi, so se tukaj rodili in to je tisto, kar nas mora v evropski družbi skrbeti, predvsem kako dovolj hitro opaziti in predvsem narediti vse, da se posamezniki ne bojo radikalizirali, posegali po te skrajno ekstremistični in radikalni poti za uveljavljanje nekih svojih interesov. Kaj bo zaključki, ki jih boste sprejeli na tej konferenci na koncu? V glavnem zaključki bojo šli v smer, kot so bile nekako teze že postavljene v samem uvodu. To pomeni, da je potrebno pregledati vse aktivnosti in procese, ki jih že imamo na mizi, o njih razpravljati, pogledati, kje jih je možno še izboljšati in pa seveda jih potem tudi neposredno izvajati v praksi. To je tisto najpomembneje, kar smo slišali tudi strani vseh uvodnih govorcev, nam še vedno manjka, da imamo polno iniciativ, sploh vezano na to regijo Zahodnega Balkana, relativno malo pa narejenega v praksi. Koliko bo govorcev nastopilo? Zdaj 3 dni bo to trajalo, ne? Konferenca traja 3 dni, v 10 panelih bo prisotnih več kot 30 govorcev. Eden izmed panelov je tudi povezan neposredno z delavnico, kjer bo možno tudi v neposredni razpravi še dodatno osvetliti določene aspekte te tematike, katero obravnavamo. Tako da vsi zaključki bodo tudi znani in objavljeni na spletni strani. Kar bi pa še posebej izpostavljanje pa izdaja konferenčne knjige. To je konferenca, kjer redno zagotavljamo, da je konferenčna knjiga izdana pred samo konferenco, kar daje te konferenci še dodatno vrednost, kajti ljudje odnesejo s sabo zadnja spoznanja, ki so objavljena v tej knjigi. Knjiga gre tudi v mednarodno okolje, tako da je to res neka rdeča nit, ki ostaja za to konferenco. Koliko je pa recimo udeležencev, iz katerih držav so in iz kakšnih pozicij, da imajo potem lahko nek vpliv, ta spoznanja, da jih prenesejo naprej? Ja, izredno me veseli, da je ta konferenca prepoznana. Kot smo slišali, imamo udeležencev več kot iz 30 držav in mednarodnih organizacij. Udeleženci, ki prihajajo sem, so se pravi različne ravni, nekaj strateške, večina operativne ravni. Imamo tudi nekaj nacionalnih koordinatorjev za boj proti terorizmu, kar nas zelo veseli, kajti to zares pomeni, da bodo vsi te zaključki konferenci neposredno implementirani tudi v praksi v teh državah. In to je ravno tisto, da damo ustrezno podlago, da se te izkušnje izmenjajo, da se izmenjajo tudi izkušnje, ki jih imajo kolegi iz mednarodnih organizacij. Prisotna sta tudi Frontex in Europol kot 2 organizacije, ki sta zdaj najbolj na udaru ob tej migracijski krizi. Seveda tudi OVSE in ostale organizacije bodo pridodale svoj kamenček v tem mozaiku uspešne konference in pa predvsem uspešnih zaključkov.